obratno ne vem, no, obratno ne vem, kako to gre. Ampak moramo paziti in vsi na avto pazimo, pa če nam ga kdo butne, joj, madonca se je zimo, tudi če je samo takole mal, se veste, če ga odpre vrata, ne pa butne tvojega mal, pa se ful razjeziš. Medtem pa na svoje telo v bistvu sploh ne gledamo, noter mečemo razne zadeve, ki sploh ni hrana, pol kadit, pa to, pa potem nas pa še od zunaj nas pa še, vse vemo, chemtraili pa nas špricajo pa tako naprej. Tako da v bistvu v bistvu kot nekako se nam zdi normalno, kot da bi se nam zdelo normalno, da je pač zarustan avto je čisto okej. V bistvu mi vemo, da zarustan avto ni okej, da zarustan avto bo prej ali slej razpadel na koščke, medtem se pa ne zavedamo, da človeško telo je zarustan avto kar hiter, ker v bistvu ga dokaj hiter pokvarimo. Je pa tudi to res, da v bistvu epigenetika, to je pač vpliv environment, vpliv zunanjih okoliščin tudi na našo genetiko, na naše gene. V bistvu to povzroči, da se otroci že rodijo z določenimi problemi, ker pač to pride še prej po maternici in tako naprej, tako da ni glih fajn primerjati, ne seveda človeško telo z avtom, ampak glih tako, da se majčkeno bolj razume. No, jaz bom tole COVID-19, vsi pa pandemija, pa plandemija, sam norija je v bistvu. Zdaj tako vemo, skoraj po 2 letih vemo, da je to samo norija in nič več. In brez tega PCR testa je ne bi bilo. In ko se bojo ljudje to začeli zavedati, mislim, tukaj se še zmeraj testirajo, pa ne samo tukaj, tudi pri vas, pa v Italiji, ljudje se še zmeraj testirajo in ti rečejo, joj, sem pozitiven. Ja, pa imaš kakšne simptome? Ne, simptomov nimam, ampak panika jih pa zagrab, ne. No, PCR tehnologija, polymerase chain reaction, je ta zadeva, za katero sem jaz mislila, pač jaz sem jo uporabljala v laboratoriju, pa jo raziskvala, pa tako naprej. Pa nisem mislila, da jo bom kdaj mogla takole razlagati ljudem, ki v bistvu v laboratorij tudi niso nikoli stopili, ne. Izumil jo je Kary Mullis leta 1983, za katero je dobil Nobelovo nagrado leta 1993. Se pa v bistvu, jaz sem začela z PCR tehnologijo delati leta 1995, ko sem študirala v Italiji. PCR se pa uporablja za amplifikacijo genskega materiala, ampak samo za amplifikacijo, da ti nekaj amplificiraš in potem raziskuješ in potem nekaj delaš. Tukaj, kar je zanimivo, je, da je tale gospod dr. Mullis, da je umrl avgusta 2019. Veliko se nam zastavlja vprašanje, zakaj je umrl, ker on je bil v bistvu, kakor vemo, je bil kar zdrav človek in je skrbel za svoje zdravje, pa še posebej on je živel v Kaliforniji in surfal in tako naprej, dokaj aktiven, tako da se veste, majčkeno je tole vse vprašljivo, kako in kaj. Ampak seveda, če bi on bil še živ, on je že dolg časa mahal s to rdečo zastavico, ustavite se malo, ko so uporabljali to njegovo tehnologijo za diagnozo HIV/AIDS-a. In potem, zdaj saj smo videli, kako se je začelo, ne. No, in ta PCR tehnologija, v bistvu, kaj je to? V PCR, v tej epruveti imamo ta DNK, ali pa RNK, karkoli je zapis tega recimo, kar vzameš iz vzorcu iz človeka. Potem imamo noter tele, kar se imenujejo primeri, ki so nukleotidne sekvence dolge 18 do 22 nukleotidov. Potem imamo posamezne nukleotide, pa seveda polimeraza, ki je encim, ki vse to lep en za drugim. In kaj se zgodi? V bistvu, zdaj ste vsi že, zdaj se vsi že napolno vemo, kaj so zdaj te cikli. No, te cikli so v bistvu cikli spreminjanja temperature. Najprej se začne ta prva, ker v bistvu lahko polimerazo uporabljaš samo na DNA materialu, tako da ta RNK,
ki naj bi bil genom tega virusa, se najprej prepiše v DNK in potem prva stopnička je, da se odpre ta DNK pri visoki temperaturi, potem se more prelimati tale primer, ki je nasproten tej sekvenci, ki jo iščemo, v bistvu, in potem se raztegne s polimerazo, se pač, odvisno od kaj je tukaj, se najde nukleotid, ki je, vemo, A se veže s T in G se veže s C, to v bistvu bi mogli vedeti vsi že, recimo iz srednje šole približno, če pa ne vemo, bomo pa povedali. In to se tako potem dela, da se dela toliko ciklov, ne? In v bistvu prvem ti daš noter recimo eno molekulo, po prvem ciklu dobiš 2, sicer na začetku je majčkeno čuden še, ker so majčkeno dolge, potem se pa počasi postanejo dolge toliko, kakor je kakršna je distanca med začetkom primerja, recimo temu se reče, ki gre naprej, in koncem primerja, ki gre nazaj. In to v bistvu je potem okoli 100-150 nukleotidov. In potem dobiš, kaj se zgodi? V prvem ciklu, recimo, če imaš eno molekulo, po prvem ciklu jih dobiš 2 molekuli, potem po 10 dobiš 1000, po 15 23,000 in to gre eksponencialno gor in v bistvu se vidite, kaj se zgodi. Po 30 ciklih dobiš milijardo, milijarda. V glavnem, visoke številke po niti ne toliko ciklih. Ti v bistvu amplificiraš veliko. Zdaj pa to tako, da vse te amplificirane molekule se pokažejo, pač fluorescenca se zasvet, takrat, ko se amplificira ena molekula. In inštrument ima en določen prag, kjer zazna to fluorescenco. In recimo, da je ta prag, zdaj bomo kar takole rekli, recimo, da je ta prag 33 milijonov. No, in vidite tukaj, ko si imel eno molekulo, zazna nekaj pri 25 ciklih, če si imel pa 10 molekul, pa to zazna tukaj nekje med 21 in 22, ne? In v bistvu tole sem jaz narisala še, zdaj bo skoraj že 2 leti nazaj, v bistvu, ker sem bila toliko jezna, ker sem ugotavljala, kaj delajo in nisem vedela, kako povedati ljudem, da vas strašijo in tako naprej. V glavnem, če imaš ti veliko materijala, postane pozitiven tukaj. Potem, če ga imaš majčkeno manj, postaneš pozitiven tukaj. Pač moraš vedno več ciklov imeti, ampak v bistvu, kaj se naredi? Ko daš ti to epruveto v inštrument, ti cikle moraš že na začetku nastaviti in jih nastaviš na 40 in potem gledaš, kdaj bo prišel ta signal ven. Kaj so pa naredili nam teli naši gospodje povsod, po vseh laboratorijih, to je pač prišlo iz Svetovne zdravstvene organizacije, so jim rekli, morate dati na najmanj 45 do 50 ciklov, medtem ko v laboratoriju nikoli ne dajemo na 40. To je pa še takrat, če so številke nad 33, vsega tega ne upoštevamo. Tukaj so pa dali na 45 ciklov in če je slučajno nekdo bil pozitiven tudi na 42, so rekli, to je pač to. Zdaj pa, kaj je v bistvu sploh pozitiven? Pozitiven je lahko tudi, nekaj se je amplificiralo nespecifično. V bistvu ti lahko nekaj naštrikaš v tej epruveti se lahko nekaj naštrika, da zasveti. To je to. In to poznajo, moji študenti to vejo, s tem imajo probleme. Na začetku, ko začnejo delati s PCR, imajo s tem velike probleme in v bistvu zmeraj kličejo tiste, ki imamo majčkeno bolj kilometrine za sabo, da jim pomagamo rešiti, kako to eliminirati vse te, kakor se reče, false positives, ne, te, ki so lažno pozitivne. Ne.
V glavnem, zdaj kako znanstveno dokazati količino virusa, ki je potrebna, da povzroči simptome. Tukaj sem jaz napisala, če bi v bistvu bil virus izoliran in purificiran, kar bomo videli v naslednjih slajdih, da v bistvu so zelo lepo povedali, da to ni nikoli bilo narejeno. V bistvu, kaj bi oni mogli narediti? Oni bi mogli vzeti ta virus in ga dati v epruveto in narediti te, kako se reče, dilution, pač v eno daš en določen volumen, recimo tukaj začneš, potem ga daš petino v naslednjo, spet petino, zmeri manj. Ne? In potem kaj bi mogel narediti? Mogel bi narediti ta PCR, kjer bi ti pokazali, recimo, da tam, kjer je najmanj virusov, recimo, so te cikli, ki jih pokaže, jih je 32. Ki jih je majčkeno več viruskov, je 29, še več, recimo 23. Potem bi se pa mogli vprašati, no, zdaj pa dajmo ta virus nekomu, to se ne dela na ljudeh, zato se dela potem te poskusi na živalih, ki meni seveda ne ležijo, ampak ok. In bi se mogli vprašati, a se s to dozo, če se naredijo simptomi. Z naslednjo in to nikoli niso naredili, tako da v bistvu vse, kar govorijo, so v bistvu same nebuloze. Potem pa še tole, jaz sem tale graf vzela, v bistvu to je iz enega članka. V tem grafu je na veliko razlagal gospod dr. Ihan, ki je v bistvu, kako gre, če gledate samo tole rdečo črto tukajle, kako gre ta virus gor, pa potem dol, pa tako naprej. V bistvu za uporabo PCR testa mi ne moramo kvantificirati virusa. Tudi če bi bil, mi ga ne moramo kvantificirati. Zakaj? Zato, ker ko ti vzameš vzorc iz nekoga, v bistvu ti ne veš, če je virusa mal, ker si vzel mal, ali če je virusa mal, ker je bilo v bistvu ga mal tam. Ko delamo mi to kvantitativne PCR teste za druge stvari, v bistvu mi imamo noter eno kontrolo. Imamo noter en zapis, za katerega vemo, da je vedno enaka količina ga. In potem primerjaš tisto, kar iščeš, s količino tega, kar veš, da je vedno enako. Tega pri tem jemanju brisov, tega ne moramo imeti. Tako da tale zadeva je čista nebuloza. Da se to lahko pokaže in dokaže s PCR testom, to je čista nebuloza in tole je bilo pokazano, to je bilo 3. srečanje Zdravstvena zbornica Slovenije, 29. julija in tole smo zelo lepo obdelali v enem videu. Vsa ta njihova zavajanja, ki so jih takrat v bistvu imeli in so tudi zavajali ljudi in da se morajo nosečnice cepiti in kako je to vse tip-top in zdravo in da jim bo pomagal, ker v bistvu ta virus je pa res zelo hud in tako naprej, tako da zavajanja je povsod poln in nažalost ljudje še nasedajo, ker pač tako je, nam lažejo že celo življenje in si sploh ne moramo misliti, da nam v bistvu takole lažejo. Ne? No, tole je pa v bistvu ta prvi članek, ki so ga objavili od ta prve osebe, ki je zbolela pač z določenimi simptomi v Wuhanu. Ta članek je tisti, ki je objavil ta prvo sekvenco tega genoma tega virusa, na kateri potem slonijo vsi te Drostenovi primeri in PCR testi in vse te njegove zadeve. Tako da, kar je seveda zelo čudno, je bil delavec na tržnici, je bil 26. decembra 2019 sprejet v osrednjo bolnišnico v Wuhanu. Imel je hud respiratorni sindrom, ki je vključeval zvišano temperaturo, omotico in kašelj. Jaz sem imela tudi leta
2 pa 3, tako kot se je pri nas rekel, 2 pa 3 tudi zvišano temperaturo, omotico in kašelj. Pa še kdo je imel kaj kakšnega leta, pa nismo zato noreli v bolnico in tako naprej. V glavnem, kaj se je zgodilo? So rekli, niso našli virusa gripe, niso našli tega, niso našli drugega, so rekli, mora biti pa en drug virus. Sploh niso pogledali, da bi bilo možno še kaj drugega, razen iščemo en nov virus. Lahko bi se vprašali, mogoče je pa kakšna zastrupitev kemična, ker to je tudi, zelo podobne tele sindrome in tako naprej, v bistvu se počutiš podobno, tudi v bistvu, o tem se ne govori, tudi elektromagnetno valovanje povzroča podobne zadeve, ampak ne, takoj so šli iskat, dajmo sekvencirati, ker pač je virus. Je pa to tako, kot sem prej že omenila, kaj so naredili, to je vse, simptomi COVID so šli sekvencirati in so pač kao našli ta genom SARS-CoV-2. V 80-ih letih so enako naredili, v bistvu takrat niso sekvencirali, so vzeli res, izgleda samo ta PCR in so pač kao našli HIV. In v bistvu to je vse samo v računalniku, to je vse samo statistika, ne virus HIV, ne virus SARS-CoV-2 ne obstajata. Ne obstajata. Jaz bom to še 10-krat povedala, čeprav mene so učili, da virusi obstajajo, ampak te virusi so res, to so samo, kar nam kaže, ali so slike, ki oni tudi sami ne vejo, kaj to so, sekvence se pa takole naredi, lejte. V bistvu, recimo, da imamo ta genom virusa, ki je zaporedje teh nukleotidov, ne. In kako se v bistvu naredi to moderno sekvenciranje, kako se to naredi? Najprej razbiješ ta genom na zelo kratke, pač moramo se zavedati, to so milijoni teh dolgih sekvenc v epruveti. In najprej kaj naredijo? Razrežejo vse te genome na čim krajše, v bistvu na 100 do 150 nukleotidov dolge sekvence, ki jih imenujemo RIC. To se zapomnite samo zato, ker branja, ne vem, kako se to v slovenščini reče, ampak tole si zapomnite, ker bomo potem kasneje še omenili. Tako da v bistvu to so 100-150 nukleotidov dolge sekvence. In jaz delam v genetiki že 13 let in v bistvu vem, da se določene sekvence večkrat ponavljajo, ene so si podobne v človeškem genomu, v virusih in tako naprej, v glavnem. Ko ti nekaj razstreliš na take majčkene koščke, ne veš, kam to paše v bistvu. To je res, kot bi odprl en ladeljc z telimi Lego kockami, pa bi vedel, kam paše ena ali pa druga. Čeprav si ti razstavil določene projekte, recimo si imel en grad, pa si imel en to, pa si imel en ki je bil sestavljen iz Lego kock, si razstavil, pa noter zmetal. Ne vem, če boš ti kdaj še tisti grad lahko sestavil, ker bo majčkeno težko vse najti. Lahko pa marsikaj drugega sestaviš. Tako da potem kaj naredijo? Sekvencirajo in overlapajo, to v bistvu enega čez drugega dajo, da vidi, tole pa sem paše, tole sem paše in tako v bistvu sestavijo, kar se imenujejo kontiks. Tukaj pa vidite, tukaj je pa pač ena luknja in potem računalnik pomnoževanjem, verjetnostjo in tako naprej, računalnik pač sestavi to, kar reče, to je pa genom tega virusa in to je to. Ampak to je vse samo v računalniku, v materialni obliki, v neki tasga, v taki obliki, da bi se lahko recimo prijel, čeprav razumem, to je toliko majhen, da se ne more prijeti, ampak neki tasga kot svinčnik, recimo virus, ta genom ne obstaja, to je samo v računalniku ena sestavljanka, ki so si jo naredili. Zdaj pa kako jaz to vem in kako jaz to lahko trdim 100%,
To je pa tako. Ko ti prečitaš njihovo metodologijo iz tega prvega članka, v bistvu ti vse lepo povejo. Oni ti povejo, da je bilo teh ridov, teh 100-150 nukleotidov dolgih sekvenc, da jih je bilo, ki vidite, 56 milijonov. In potem so programi, ki se jih uporablja, da se sestavljajo te dolge sekvence in v bistvu kaj so sestavili. En program je sestavil določeno število sekvenc, ki so pa dolžine med 200 in 30 tisoč nukleotidov. En drug program je pa sestavil drugo številko, 1 milijon teh določenih sekvenc, kjer so dolžina od 200 do 11 tisoč. Že tukaj se treba vprašati, kako je to možno, da en program sestavi tole, en pa tega ne more sestaviti. Jaz vem zakaj, ker to je vse bazirano na verjetnosti. Verjetnost, da to sem paše, da to tja paše. Ampak to vsi teli znanstveniki, ki so to prebrali, oni vsi to preskočijo, ker spet, zakaj jaz to lahko tako rečem, ker sem jaz tudi preskakvala. Metodologijo počasi večkrat preskočiš, ti prebereš začetek, konc, ok, fino, vse vemo, pa idemo naprej. Ne poglobiš se pa ne, ker ni časa. Ker je toliko, imaš svojega dela toliko, člankov je celo morje, vsak dan jih je več in je zelo težko slediti. Tako da vem, kako se zgodijo razne zadeve, zakaj ljudje ne vidijo določenih stvari. In kaj so naredili v bistvu? Vsi te ridi, vsi te 150 nukleotidov dolge zadeve, jih je bilo 56 milijonov. In kaj so pa naredili? Oni so v bistvu primerjali z človeškim genomom in so rekli, 32 milijonov teh, 33 skoraj, spada k človeku, ok, odštejmo in samo 20 milijonov jih spada so nečloveški, kar lahko rečemo, so bakterije ali pa virusi ali pa kakorkoli. Ampak oni so pa med tem že sestavili genom, brez da bi dali stran to, kar je pasalo sem. Samo tako. Tako da v bistvu oni so sestavili nekaj iz nečesa, kar se sploh ne ve, kaj je. Tako da jaz bom trdila do groba, kadarkoli se bo to zgodilo, ni važen. Virusov ni, ne tega, ne unga. V bistvu človeško telo je narejeno super, se lahko spuca še takih toksinov, da ni za verjeti v bistvu. In vse to, kar imamo, vse te influence, ki jih imamo, to je vse pucanje človeškega telesa. Lahko je tudi energetsko, ampak lahko je pa tudi, da grejo toksini ven. Tako da tale drosten, ki nam je vse v bistvu to zakuhal, ali pa ki je pomagal jim, da nam zakuhajo to res to pravljico. Si pozitiven, ker pač smo te testirali in si pozitiven na PCR. Njegov članek tole so znanstveniki, ki so pač se poglobili in so malo raziskali in so rekli, veliko je problemov v tem njegovem članku in so poslali na isto to revijo, kjer so v isto revijo so hoteli, da bi se odrosten članek odstranil in da bi pač oni lahko objavili, kaj so najdeli in kako to nič ni res in kako to ne deluje in kako ti ne moreš narediti diagnoze z PCR testom. In kaj so dosegali? Nič. Tako da so jih stavili na stranski tir in so rekli, nasvidenje, ni važen, oni vztrajajo z drostenom. No, tukaj je pa en zelo zanimiv gospod, Jon Rappaport, on pa raziskuje, se mi zdi, da je kot en neodvisni novinar, ki raziskuje že več desetletij in seveda prej raziskoval vse tudi od 9/11, 11. september in tako naprej, razne zadeve, ki se seveda dajo v predalček te teorij zarote, ne? Ampak potem, ko se je pa začela ta norija, je pa on začel majčkeno bolj gledati kaj je s tem virusom, kako in kaj. Tukaj sem naredila en
da si ga lahko na hitro prepišete, tole v bistvu odpre tale njegov blog, tale članek, potem pa lahko vidite še druge članke, ki jih je imel. Tako da on je najprej razložil, da virusa ni. No, zdaj pa seveda vsi hočejo vedeti, zakaj ljudje umirajo. Problem je v tem, ker ljudje hočejo eno stvar, en vzrok. Ne, ker so nas tako naučili, so hipnotizirani, pogojeni. Kaj pa potem, če ni virus? Vse mi, ki smo tukaj v bistvu itak na Zoomu, vsi, ki ste v društvu Belis, itak veste približno, zakaj se gre, kaj nam delajo. Osnovna prevara je to seštevanje ljudi, ki umirajo iz različnih razlogov, in izumljanje te zgodbe, ki nam jo pač pol podajajo, ne? Zaradi katere se zdi, da vsi umirajo iz enega razloga. To je res, to je igra, to je trik in to se vse doseže statistiko. Ker statistika je v bistvu, tudi ko gledam zdaj nazaj, statistika pri vseh mojih raznih raziskavah, ja, velikokrat smo samo zaradi statistike lahko rekli, da je neki, pač da ima pomen. Ker brez če bi statistiko to dokazali, bi rekli, ja, mogoče pa to ni nič važno, ampak potem neki številke vržeš nekam noter in ti pač neki pokaže, aha, to pa neki je, ampak v bistvu mogoče pa tudi tam ni bilo. Tako da bo treba vse zelo pogledati, kako in kaj. No, glavni razlogi, zakaj vsi ti ljudje umirajo, gripo se je označil kot COVID, se veste, lansko leto je šla gripa na dopust, vemo, da toliko in toliko ljudi na leto umre zaradi gripe. In zdaj seveda, koliko jih je bilo z simptomi gripe, pa seveda potem PCR pozitivni, ne pozitivni za COVID in Madonca je umrl za gripo. Pljučnica enako, razne pljučne okužbe tudi in na zdravje pljuč v bistvu vpliva onesnaženje zraka, ne. In to seveda saj vemo, razen tisti, ki živite na Gorenjskem, imate sonce, pa verjetno gor na Štajerskem tudi. Jaz sem iz Ljubljanskega barja, jaz se spomnim, megla, pa še malo megle. In to ni samo da je to samo voda, to so tudi razne kemikalije seveda noter in ti to vdihuješ in tako naprej. Potem so jim rekli, napišite COVID kot vzrok smrti, vse v kartoteke vseh pacientov. Pač ni važno, je umrl za rakom, za srčni napad, kakorkoli, napišite COVID, ker so dobili denar. In to povsod, in to se ve, ampak seveda to vemo mi, če pa komu povemo, nam pa seveda nočejo verjeti. Potem, ko pač, tukaj le piše, ne, seveda, te stari ljudje, ko se je zgodilo to v vseh raznih domovih za ostarele, ko so jih začeli testirati in potem zapirati, usamitev človeka, še posebej starega, je nekaj najbolj groznega. Ker saj vemo, mislim, ni treba, da vam razlagam. V bistvu moramo biti navajeni živeti sami in sami na sebe računati, ampak v bistvu mi smo družabna bitja, ali kakorkoli se temu reče. V bistvu mi se moramo družiti, ker tudi en drugemu dajemo energijo, čistko na energetskem nivoju, energetsko polje, dajemo si energijo in se vzpodbujamo in pomagamo, tako da vse to, ki so jih začeli zapirati, so pomrli tudi zaradi žalosti v bistvu. Pa seveda, potem so jih dajali na ventilatorje in ta remdesivir je bil protokol zdravljenja. Ko bojo svojci izvedeli, da so dobivali remdesivir, ker resnica bo prišla ven. Zdaj je ta čas, resnica bo prišla ven, mogoče ne še jutri ali pa pojutrišnjem, ampak bo prišla. In ko bo to udarilo, ko se bojo ljudje zavedali, da so zdravniki jim pobili drage, to pa ne vem, kako bojo sprejeli, ampak pač mi bomo tam in bomo malo pomagali, da se ne sesujejo. Tudi cepljenje proti gripi, zato se je tudi malo govorilo, da pač so ljudje malo zbolevali zaradi tega.
Pa potem seveda cepljenje proti COVID-u, zdaj le vse vidimo. Umre, pa se že nekako zmislijo, ja, je umrl zaradi COVID-a, pa čeprav je umrl zaradi cepiva, ker zaradi cepljenja pa noben ne umre. To je pa to, ker je zelo zanimivo, ne, ta dvojni standard. Lansko leto so vsi umrli za COVID-om, če si umrl, kdaj? V prvih 28 dneh po pozitivnem testu. Zdaj pa ne umreš za cepivom, pa tudi če umreš naslednji dan po cepljenju. Tako da čudne so te zadeve, ne, kar se dogaja. Pa takole, kjerkoli ima oseba simptome, ki spominjajo na seznam tako imenovanih simptomov COVID-19, kašelj, mrzlica in tako naprej, pozitiven PCR test potrdi dogovor za diagnozo COVID-19. Tako da v bistvu ne vemo sicer, zakaj se vse to dogaja, ampak vemo, da neki eni denarji se pretakajo. Tako da veliko smrti je res pobijanje eno. Tako. Z lažnivim virusom pa seveda ni nič povezan, ker v bistvu virusa ni, to je vse strašenje. Zdaj pa takole, jaz sem tole najdla lani enkrat poleti v bistvu. Kako anksioznost pa tesnoba v bistvu vplivata na nas in kakšne simptome dobimo, ko nas je strah. In seveda, ko so nam kazali, kako padajo na Kitajskem po tleh, pa potem so nam začeli kazati te številke vsak dan. Jaz nisem gledala, jaz itak televizijo že dolgo časa ne gledam, ampak si lahko samo mislim, kako je bilo to, ko so vrteli rdeče številke, koliko jih je umrl ta dan, pa še posebej pri nas CNN je propaganda bila 100 na uro, pa pri vas se vem tudi. In tukaj je tale zelo zanimiv članek, kjer v bistvu so povedali, da se v bistvu ta anksioznost lahko širi tudi skozi television sets, v bistvu skozi televizijo. In če ti samo to propagando samo kažeš, v bistvu anksioznost se širi in ljudje potem, jaz sem to ugotovila, sigurno, da je veliko ljudi, ki ni nikoli imel napada te panike. Jaz sem ga ene parkrat imela leta nazaj in tako vem, da to se lahko zgodi, ampak ko ti padeš v paniko in če ti edino zadevo, ki vidiš je, joj, ljudje pa umirajo, kadar imajo te simptome, ne? Kaj ne so delali? Hodili so na urgenco. Kaj so na urgenci naredili? Testirali so jih za PCR. Koliko je imel PCR ciklov? Ogromen. 40 do 45, kaj se je zgodilo, bili so pozitivni, ostanite noter in so jih dali na COVID-19 protokol in to je to. Tako da, tole je nekaj novega, to je bilo zame v bistvu novo, čeprav vsi vemo, da stres nam ne naredi glih dober, ne? Ampak šele lani sem v bistvu začela iskati povezavo in sem našla to povezavo psihoneuroimunologija, kako v bistvu naša psiha vpliva na naše zdravje v bistvu. In to je to, o čemer se veliko ne govori. In preko tega se v bistvu lahko uporablja ta črna psihologija, črna magija in vse to, da nas prepričajo nekaj, kar sploh ne vemo, če je res. Če nečesa se moramo zavedati. Moč besed. Ko sem jaz lani dojela Cure Cancer, jaz delam na področju raka že toliko in toliko let in uporabljamo to besedo Cure Cancer, kot pozitivno. Potem pa nekdo me je pač opozoril na moč besed in sem se ustavila in sem rekla, cure ima pa 2 pomena v angleščini. In ko sem ugotovila, kaj je drugi pomen, je bilo seveda vse jasen. To je domača naloga, pejte raziskati, kaj to pomeni. In v slovenščini je isto, ni problema, v slovenščini je isto, na, ključ je in tako naprej, razne besede, ko jih začneš resnica, zato se ne uporablja
resnica ni za uporabo. Res je ali pa res ni in to je to. In zdaj bomo govorili samo, kako res je in kaj res je. Tole sem hotela deliti. Me je kontaktirala pred nekaj časa ena gospa, ker me je spraševala, če slučajno jaz delam z genetiko in tako naprej in rakom. Sem rekla seveda. In je vprašala glede svoje diagnoze, ker so ji rekli, da ima BRCA1 to okvaro pač tega gena in so ji rekli, da bo mogla zelo hitro dati stran obe dojki. Jaz sem jo napotila, sem z njo delila eno knjigo, sem jo malo napotila, ne malo razišče glede prehrane in tako naprej, sem pa tudi vedela, da treba pošlihati tudi malo psiho. In na srečo tale svet res deluje čuden, tako v pozitivnem pomenu, deluje zelo čuden in me je pred meseci pripeljalo do ene gospe, ki ima zelo, zelo veliko, ona ima zelo veliko kilometrino na tem duhovnem področju, je pa tudi prebolela raka. In sem mi pisala in sem rekla, a bi se ti pogovorila s to gospo, je rekla seveda. In potem mi je napisala tole. Zgrožena sem nad tem, kaj počnejo dohtarji. Prepričali so jo, da nekdo s tako okvaro gena mora prej ali slej zboleti. In potem se mora hoditi kazati vsake pol leta, da ugotovijo, ali bi bil že čas, da odrežejo dojki, ali lahko še malo počakajo. Saj to je kriminal. Kako programirajo človeka, programiranje z besedami, da je ves prestrašen in potem ni čudno, da razmišljajo samo še o tem, kdaj bo zbolel in ne, če bo zbolel. Predstavljam si, kako to že vsaj mesec ali dva pred pregledom na onkološkem prežema strah. Kaj se bo tam pokazalo? Madonca, kako ne bi človek od samega strahu zbolel. Gospe sem tudi rekla, naj si še nekajkrat ogleda posnetek, kjer govori Joe Dispenza, in še kaj podobnega in naj si sama ustvari svoj film, v kateri se vidi, kako je zdrava in kako uživa v tem. Mislim, da se mi vlila malo poguma, rekla sem mi, da mi seveda lahko pokliče in tako naprej. Gotovo se ji bodo sedaj komaj začela utrinjati vprašanja, sedaj komaj začne razmišljati malo izven ustaljenih okvirov. Je pa to tako, ta gospa je začela o tem razmišljati samo zato, ker je dojela, da je tale COVID bil natek. In je rekla, aha, če je tole natek, čakajte malo, o čem drugem nam še lažejo? Ko se začne v bistvu. Nekaj ti kliknem, potem še začne spraševati, pa saj to ni edina stvar, o kateri nam lažejo. In hvala Bogu, da se je začela spraševati. Alberto Villoldo nam je na delavnici rekel, focus your attention on what is possible, kaj je možno. In ne to, kaj je verjetno. Je recimo, če je pri eni vrsti raka 98% ljudi umrlo, je verjetno, da lahko umreš tudi ti. Ja, ampak svojo pozornost in energijo usmeriš v tista 2%. Tista trma nam zdajle ful prav pride, nam, ki smo trmasti, ki nam je zmeri malo na poto delala cel življenje. Zdajle nam pa prav pride, da rinemo, da vemo, da bo vse okej. Tako da v tisto, kar je možno, treba verjeti. In še to je rekel, da ni neozdravljive oblike raka. Da vsako obliko je ozdravel vsaj en človek na svetu. Torej, to ni neozdravljivo. Iz tega podatka res lahko črpaš voljo, zavedanje, da je vse mogoče. Tudi to sem ji rekla, da se ni dobro boriti proti, ampak delovati za življenje, za zdravje in za ljubezen. Tako da še tole bom samo na hitro omenila. Tole so bila vprašanja, odgovori na pogosta vprašanja, ki so jih, se vidite, so jih napisali 23.11. Zdajle se ne spomnim, kdo je bil spodaj podpisan, verjeten Beovič, Jerala, vem, da je bil, pa še dva naša stručkota, tisti, ki itak vemo, da vse vejo. In ko sem jaz začela brati njihove odgovore, sem videla, da je to v bistvu vse samo zavajanje, ker ko jaz nekaj trdim v znanstvenem članku, jaz moram dati, kje sem to trditev najdla. Jaz sem verjetno to trditev najdla, jo je objavil nekdo
kakšne 5 let nazaj, 10 let nazaj ali kakorkoli. Jaz moram pokazati vir. Oni pa nič vira, oni so pa samo trdili. In to je zavajanje, ampak večina tega nažalost ne ve, večina se tega sploh ne zaveda. Tako da, tole mislim, da je, to je konc. Vsi smo eno, to se moramo zavedati, pa še to, resnica nas bo pa res osvobodila, ampak to je res tista, to, kar je res. Čist do konca, ne tam neki na pol virus, kao neki je, pa neki ni, pa mogoče je. Ni ga in to je to. In ko se zaveš, da v bistvu si sami nakopljamo vse probleme, pa da sigurno nas noben ne more okužati. To so nam hoteli v glavo ubiti. V glavo so nam hoteli ubiti, da nas sočlovek lahko okuži. Medtem pa kaj se dogaja? Zasipajo nas iz zraka, dajejo nam hrano, ki ena sploh ni, v bistvu se ne bi smela imenovati hrana, vsa ta, ki je procesirana in naj bo še tako, jaz sem pač vegan, naj bo še tako veganska, pa ono drugo, če je procesirana, če je iz fabrike, to ni to, ker vsi te kemikalije, ki so noter, to za človeško telo ni. Tako da, tole je, jaz bom tukajle končala in gremo lahko na vprašanja. Karkoli, upam, da nisem bila, malo dolga sem bila, no, oprostite, ampak se boste oprostili. Hvala vam za pozornost in za pacienco, kakor se temu reče pri nas.